Lepo pozdravljeni, sodelavci Caritas in vidi vsi navzoči. Vodne ujme so v preteklih dneh prizadejale izjemno škodo. Prizadele so mnoge družine, posameznike. Pokrajina je spremenila svoj videz in bo odslej drugačna. Narava je pokazala veliko moč in nas opozorila, da človek ni vsemogočen in ima tudi svoje meje. Stiske ljudi so neizmerne, mnogi so izgubili vse svoje premoženje. Po nesreči, ki nas je zadela odmeva Kristusovo vprašanje, ki ga je zastavil ob podiranju stolpa v Siloji, saj se ljudje vedno sprašujemo, če smo storili kaj narobe, ko nas je zadela huda nesreča. Vendar obtoževanje sebe in drugih ni prava pot je vselej spreobrnenje, kakor nas v omenjenem odlomku uči Gospod Jezus. Tudi mi torej prepoznavamo v tej nesreči spodbudo, da smo drugačni, da se spreobračamo, vabilo k molitvi drug za drugega in seveda konkretni solidarnosti. Hvala vsem vam sodelavkam in sodelavcem Caritas, ki te dni vlagate ves čas in energijo v sanacijo škode in pomoč prizadetim. Za nesebično pomoč smo hvaležni civilni zaščiti, gasilcem, zdravnikom, reševalcem, državnim ustanovam in mnogim posameznikom, ki so na izvirne načine hitro našli različne oblike pomoči. Ko se odpravimo na teren pomagati in opazujemo uničenje, ki so ga povzročila neurja, se nam lahko zazdi, da je naše delo le kaplja v morju. Ko gledamo kaplje solza, ki povzijo po licu mlade mame in očeta, ki sta izgubila dom in svojo družino, se nam milost stori in srce za trenutek obstane. Ko gledamo gospodarsko škodo ter neštete spremenjene usode ljudi, se nam zdi, da je škoda prevelika, da bi jo lahko popravili. Takrat se spomnimo posebej vi, dragi sodelavci Caritas, da Gospod obljublja svoje plačilo celo tistemu, ki da piti samo kozarec hladne vode. Ta obljuba velja tudi vašemu delu in prizadevanjem. Zavedajmo se, da Gospod blagoslavlja naše napore in naše delo, vsak paket pomoči, ki ga damo iz rok, vsako lopato, ki jo zasadimo, v nanošen prod ali zamah z metlo, ko se trudimo odstranjevati blato z dvorišč. Vse to je kakor pred hlebo in ribi, ki jih učenci prinesejo Gospoda, pred Gospoda, da jih blagoslovi in iz njih naredi nekaj velikega. Iz nečesa neznatnega nasiti celo množico. Tudi mi prinašamo v teh dneh, kakor učenci v evangeliju, naših 5 hlebov in 2 ribi, v obliki naših darov in prostovoljnega dela. Slovenci in naši sosedje in drugi dobri ljudje dajemo skupaj, kar imamo, ter prinašamo pred Gospoda, da bi on blagoslovil in spremenil v nekaj lepšega in boljšega. Naj nas te misli in Božje obljube popogumljajo po teh dneh daramo za sanacijo naše domovine. Hvala vam vsem. Hvala. Ob tem bom seveda povedal, da materialna pomoč je seveda najbolj pomembna v tem trenutku, kaj pa ne vidimo na terenu, seveda ljudje rabijo tudi pogovor. Sej so optimistični, vidijo napredek in po izkušnjah, ki imajo naše Caritas v tujini, predvsem s Caritas Nemčije, so nam povedali, da seveda ne smemo podcenjevati tudi psihološkega vidika in traumatičnosti tega dogodka, tudi da se bomo tudi mi trudili, da tudi na tem področju, ki je seveda tudi duhovno in psihično področje, pomagamo tako tistim, ki jih je ta nesreča prizadela. In pa seveda, da pomagamo pa tudi tistim, ki pomagajo. Adrenalin dela 14 dni, 3 tedne, ampak potem se po človeku začne dogajati tudi druge stvari. Hvala.